dojde tudi v eto novom 2024 lete. Amen. Amen. Ja, prišlo je. Prišlo je novo leto in z njim, ko je prišlo? Ne vemo, ko se, da nas dosegnilo v tom letu, s kim smo se mogli soočati, ali kak pravi pesem, štero smo popevali, vypaj se v Gospodne. Naj bo moje in tvoje vypanje utemeljeno v našem Gospodu, odrešenike Jezuše Kristuše. Mi si delamo načrte, delamo si plane, imamo želje, imamo pričakovanja, vse sorte, ali znamo, ko bo? Ne vemo. Če bi na začetku prejšnjega leta 2023 znali to, ko smo znali na konci leta, kako bi postopali, kako bi mi živeli prejšnjo leto, kakšne odločitve bi sprijale, koma bi bil usmerjen naš pogled. Bi sploj, koj napravili noček. Dosta se goči od sprememb, od velikih sprememb, pa tudi od malih sprememb. Bil je eden dogodek, da so to na Tihom oceane, se pojavljajo včasih določene stvari in zgodil se je eden dogodek, da je morje naplavilo ogromno količino tistih morskih zvezd, znate, takšne lepe rdečo-oranžne so, jih je naplavilo na obalo, to, ki je vse bilo oranžno, vse je bilo rdečo. In znate, morska zvezda se ne more sama rešiti, ne more nazaj iti. In te so začali, novinari so to udili, pa so ljudje udili koli, pa biologi, pa ne vem, ko se študirali, ko napraviti. Zakaj se je to zgodilo? Ko se dogaja to zdaj? In te je ena mala deklica šla na to obalo, zdela eno zvezdo, pa je ulečila noter, nazaj vodal. Znači, kaj je rešila. Te so nje ljudje pravili, pa ne mreš se rešiti. Ona pravi, ja, ne mreš se rešiti. Ali gledajte, tudi to sem rešila. Pravila, pa tudi to sem rešila. In te so se ljudje spomnili, te so se gor zbudili. In zdaj vsi so šli. To, ko so vse zvezde rešili. Vse so nazaj zmetole v vodo. In dragi moji, isto je v mojem in tvojem življenju. Mi ne moremo vseh stvari rešiti. Mi ne moremo vse stvari popraviti. Ne moremo drugoga popraviti. Leko pa napravimo to, ko je Bog mene nam zavipal. Leko pa napravimo to, ko je potrebno za moje, za tvoje življenje. Napravi to, ko leko ti včiniš. Znate, če vsaki napravi to, ko leko on včini, marsikoj da se spremenilo. Marsištera stvar da je rešena, da je razrešena. In to je Božja vola za moje in za tvoje življenje. Vodilo za preteklo leto smo dobili besedo apoštola Pavla, ki spodbuja cerkev na enotnost. V prvom pismu Korinčanom, v prvom tali 10. veršoš je tako zapisano: bratje, sestre, rotim vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprti. Med seboj se dopolnjujte v istem umu in istem hotenju. Smo vsi delo na tom v preteklom letu v iskrenosti? Si dodal k tomu svoj delež? Si se trudil za to, ali si pa to stvar samo pričakoval od brata ali pa od sestre, od tistega poleg sebe? Kakšno je bilo tvoje osebno prizadevanje glede te vodilne vrstice za preteklo leto?
ništa nemajo mišljenje v svojih življenjih, kaj je Jezus z svojim prihodom na tej svet, svojim delom, včinil vse, ko je potrebno za odrešenje človeka. In to je istina. To je istina. Jezus je včinil vse. Kaj bi lahko vsaki človek bil odrešen? Ali zakaj so ne vsi odrešeni? Zakaj so ne odrešeni? Zavolo toga, kdo mi Jezusovme dele, je potrebno še nekaj dodati. Ne s tem, kaj bi ga ještě nekaj mogel dodati, pač pa se na to njegovo ponudbo, to je Božja ponudba odrešenja, to je Božja ponudba človeštva, na to ponudbo se je potrebno odzvati za svojo privolitvijo. In samo tiste, štere privole, ki ga Bog leko po Jezušovoj žrtvi odreše, samo tisti, da je odrešene. Samo tisti, da je odrešene. Jezus je to jasno pravo. Jasno je to pravo, kot odgovor na pitanje glede števila odrešenih. Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili? To so ga pitali tam v Luka 14. tale, 23. pa 24. veršoš. In Jezušov odgovor je bil, ko je bil Jezušov odgovor na to pitanje, ali je malo teh, ki se bodo rešili? Znate, ko je Jezus pravo? Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata. Kaj ti povem vam? Par gledajte, ko zdaj tu dole pravi Jezus. Kaj ti povem vam? Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Dragi moji, tu je jasno zapisano, da želja, samo želja ne zadosta. Kad bi človek leko bil odrešen, potrebno se je tu sam angažirati v svojem življenju. Potrebno je zato nekaj včiniti, ali ne v smislu lastnega napora za odrešenje. Ne, potrebno je izpolnjevanje njegovih navodil. Potrebno je k njeme, k njeme je potrebno usmeriti svoje prizadevanje. K njeme, k odrešenike. Dragi poslušalec, v naše življenje se menjavajo obdobja. Čas pa ide naprej. Čas ide naprej. Za nami, nadzorem, za nami ostajajo dogodke, ostajajo stvari, ostajajo spomine, doživetja. Vse tisto, ko je minilo, vse to ostaja za nami. Stvari za nazaj ne moremo spremeniti. Leko pa se iz toga marsikaj navčimo, kad nemo delali istih stvari, štere so ne imele uspeha v preteklosti, pač pa na tom področju napravimo spremembe v našem življenju. Včeraj ob zaključku toga leta smo poslušali Božjo besedo od časa, v šterom se odvija naše življenje. In brat Samuel je povedal eno važno stvar. Povedal je, kaj je vsake med nami sam odgovoren za svoja dejanja, za svoje postopke, za svoje odločitve. Vsaki sam. Ti, dragi prisoten, si neodgovoren za moje dejanja in jaz sem neodgovoren za tvoja dejanja. Vsaki sam pred Bogom, da odgovarja za vse, ko smo živeli. Zato je to važno, ko poslušamo Božji glas. V pregovore 21. veršoš piše to, pregovore 21.2. Človeku se zdi vsaka njegova pot pravilna. Gospod pa preizkuša srca. Dragi moji, tu je zapisana skrivnost za moje in za tvoje sveto življenje. Za moje
in tvoje sveto življenje. Ali resnično dovoljujem, ali dovolim, ka Gospod, ka Bog, ka sveti Bog preizkuša moje srce, ka On uravnava vse, ko se v mojem, tvojem življenju dogaja, ali pa idem po svojem naprej in se ne oziram na njega. Leto 2024 se je začalo in je pred nami. Dnes je prvi dan toga leta in je pred nami. Znate, marsiko je odvisno od nas samih, od vsakoga posameznika, kako da potekalo, kako da se odvijalo, koma mo šli. To so te odločitve, male ali pa velike. Če smo gledali, ali pa vzememo tisto zvezdo, pa jo lečimo, pa jo rešimo. Rimski cesar Mark Avrelij, ki je vladal v 2. stoletju našega štetja, je v enoj svoji razpravi tok zapisal. Bar poslušajmo. Spomni se, da človek ne živi drugega časa kot trenutek zdajšnjosti. Preostale trenutke je že živel, ali pa niti ne ve, ali jih bo živel. Kako resnična je ta izjava toga rimskega vladara, šter je bil dosta na bojiščih in je vse te stvari, te trenutke zdajšnjosti doživlo je. Dragi moji, no ne treba iti na bojišča, kad bi se kaj takšega zgodilo. Kad bi kaj takšega doživeli. Vidimo vsakodnevno, kad se te stvari žal dogajajo tu med nami. Včeraj večer, bila sva ženo v predponočjo, že v postale, in znate, te sem žene provo, ne mreš spati pri tom, ko se dogaja kole tebe, te sem žene provo, znaš, kako pa ti morajo, kako pa ti doživljajo tom prebivalci v Ukrajini, v Gazi in na drugih bojiščah, gdje je ne streljanje iz veselja, pač pa se ide za življenje. In te sem se tako razmišljal, koliko milijonov je v lufte puščeno. Koliko milijonov je v lufte puščeno. Koliko onesnaženja se je povzročilo s tem. Ges, ti leko dodaš svoj mali delež k tome. Kada je ena, kako sem v začetki pravil, kada je ena zvezda rešena. Dragi moji, pomembno je, kad so moje, tvoje poti usklajene z Božjo voljo. So moje in tvoje poti usklajene s tem, ko je Božja vola za moje in tvoje življenje, ka nas ne burka vsaki viher, vsaki veter naukov, štere se vsiljujajo na vse strani. Nauki, zanimivi, lepe, pa tu ništa ne utemeljene na Božoj besede, ali vzeti izven konteksta. Pomembno je, dragi moji, kad smo utrjeni v Božoj besedi. In to nas spominja tudi vodilna vrstica za letošnjo leto, štera je zapisana v pismi Galačanom v 6. tale, 7. veršoš, kot je sestra Suzana že preštela, gdje tok piše. In znate, ta vrstica je vredna temeljitega razmisleka v vsakom našem življenju. Tok piše. Ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. 4 stvari so tu zapisane, štere morajo biti jasne v naših osebnih življenjih. In to naj bo vidno
Tudi v tom letu, šterega smo dnes začali, 4 stvari bi rad povdaril, bi rad na nekši način mene in tudi vsem nam probal razložiti, ko te 4 stvari pomenijo. Prvo, ko tu piše, prva stvar je, ne slepite se. Ne slepite se. To nam jasno kaže na Boga, na njegovo svetost in resnost našega odziva, mojega in tvojega odziva na njegovo besedo, na to, ko on pravi, na njegov govor v moje in tvoje življenje. Pavel tu v 6. tale pisma Galančanom guči od naše odgovornosti do poslušane Bože besede. Od moje, od tvoje odgovornosti do toga, ko poslušaš. Ko poslušaš. In tu Pavel jasno opredeljuje, ko je prav in ko je neprav. Zato dava opozorilo, kaj se naj glede toga ne slepimo. Naj smo torej ne zaslepljeni, ampak razsvetljene skozi Božjo drago sveto reč. Naj imamo odprete svoje duhovne oči. Vidimo, ko se dogaja v naših osebnih življenjih, ko vidimo, ko se dogaja okoli nas in ko vidimo, ko Božja beseda pravi za čas, v katerem živimo. Ne slepite se. Drugo, ko pravi Pavel, od Boga v tom odlomku je ena večna, nespremenljiva istina. Bog se ne pusti zasmehovati. Bog se ne pusti zasmehovati. Znate, tu Boga leko mi zasmehujemo z načinom našega življenja. Ne samo sočloveka. Človeka zasmehovati, poniževati je absurd. To je eno najgrši stvari, ko se leko dogaja. Dragi moji, ko pa to pomeni za svetoga Boga, da ga zasmehujemo? Bog se ne pusti zasmehovati. Mogoče to, ko Boga zasmehujemo, ne pride tako direktno do izraza. Ne, kot ti Bog. Ne pride tako direktno do izraza v naših življenjih. In mogoče smo se niti ne popolnoma na jasnom, ko Boga leko zasmehujemo z načinom našega življenja. S tem, kako mi živimo. In znate, to je lepo izraženo, lepo je vidno to v življenju enoga Božjega služabnika Jone. Se spomnite dogodka življenja Božjega služabnika Jone? Bog njemu najprej pravi, ide v Ninive. In tej Božji služabnik, on ide. On je šel, ali šel je v Taršiš. Zasmehovanje Boga. Bog, toliko ti praviš, ge idem po svoje. Bog njime še enok povej, ide v Nineve. Seveda, po prestanu vihere. Se spomnite? Bil je v vihere. In ko se je vse v tistom vihere dogajalo? Bog, tako smo čuli v vode, je Bog poln milosti. Tudi do toga svojega služabnika je bil poln milosti. Njemu drugo pa odpravi, ide v Nineve. In tokrat je Jona šel ta v Nineve. Šel je ta v Nineve. In dole Bog njemu pravi, 3 dni prinašaj sporočilo, ali on en den guči.
En dень prinaša sporočilo zasmehovanja Boga. To, ko ti praviš, Bog, je leko delam po svojem. Dole, pogledamo v življenje toga človeka, Bog, tako smo čuli, kaj je milosten, Bog se usmili ljudi v Ninevaj, zavolo toga, kar so spoznali, v kakšnej situaciji se nahajajo. Bog se jih usmili, ko pa Jona čaka njuvo pogubitev. Čaka, kaj jih Bog uniči, to ste si zaslužili, to vam treba, to bi najboljše bilo za vas. Zasmehovanje Boga. Bog, ti si najpravičen, zavolo toga, kar si jih ne pogubil to, kot sem ga predgo. In potom, po vsem tom dogodke, Bog spregovori Jone nekaj zelo pomembnega, ko je jasno povezano s tem, kar se Bog ne pesti zasmehovati. To je jasno povezano s tem. In pravi Bog Jone to, je mar prav, da se jeziš? Je prav, kad si ti tok odreagiral? Dragi moji, Bog tu postavlja mejo. Bog je tu potegnil črto, določje področje, štero je še spremenljivo za Boga. Bog tu jasno pravi, toliko je zapisal, povedal Galačanom, ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati. In dragi moji, zato je to pomembno, to je važno, ka Božjo besedo vzememo resno za svoja življenja. Ne za drugoga, za svoje osebno, za lastno življenje. Tretja stvar, štera je v našem citate, štera je zapisana v tom, ko smo dobili kog vodilo za to leto. Tretja beseda, tu pravi, tu je zato, na koj moramo paziti v tom letu. In to je dejstvo, kaj je vsaki med nami delavec za nebeško kraljestvo. Vsaki med nami. Nobeden izmed nas je neizvzeti iz dela za nebeško kraljestvo. In pravi tok, vsi mi smo sejalci v Božjem dele. Kar bo človek sejal, tok pravi ta Božja beseda. Ko da človek sejo, ali se zavedaš, dragi brat, draga sestra, ka si ti sejalec, ka si ti sejalka za Božje kraljestvo? In se zavedaš, kaj je tvoje sejanje pomembno, važno za nebeško kraljestvo. In zato je to potrebno, da se dobro pripravimo na to delo, da se dobro pripravimo in da pripravimo tudi dobro semen, pravilno semen, štero bomo sejali, zavolo toga, ka ne se eno, ali mi sejemo mir, ali pa razdor. Ali sejemo radost zveličanja, ali pa zagrenjenost. Ali mi sejamo ponižnost, ali vzvišenost. Ali sejamo ljubezen, ali pa sovraštvo. Ali mi sejamo hvaležnost, ali pa nezadovoljstvo. In še bi lahko našteval nasprotja. In pogledajte doma v Galačanom 5, 22 veršoš, gdje je opisano tisto pravo semen, šteroga naj seje vsaki Božji otrok. Šteroga naj sejamo mi, kot Božji otroci, Božji sejalci. Tu
Tu sam Jezus je govočil od pravoga semena. Od pravoga semena, da je tom v govore na gore govočil pravo je prispodobo osole in luče. Mateje 5:13 do 16 je tok zapisano. Tok piše, to so Jezušove besede in tok pravi, vi ste sol zemlje. Pazimo na tej vrstni red. Vi ste. Ne, vi bi morali biti, pač pa vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Dole prave, vi ste znova, pravi, vi ste luč sveta. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. In te 16. veršoš tako prave. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Dragi moji, to je te pravi način setve z zgledom svojega življenja. Z zgledom to, kako ga živim. Na podlagi toga, ko piše v Galačanom 5:22 veršoš. Pravi vzgled. Ali to, ali drugo. In na koncu letošnje vrstice v Galačanom 6, 7. vrstica je zapisano, ka smo mi ne samo sejalci, pač pa tudi uživalci, pospravljalci pridelkov. Pospravljalci, ženci tistega, ko smo posejali. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. Mi tu živimo na kmetijskom področju, gdje se ještě obdelujejo njive, gdje še znamo, kako se seja, kako se ženja, gdje znamo, ko je žetev, kako eno in drugo poteka. In če bi pital Simona ali pa Fereka ali pa Marjana ali pa ne vem koga Emila, če bi vas pital, ko te drugo leto žele na vaši njivaj? Kod je vaš odgovor? Znači ne ječmen ali pa pšenico ali pa žito? Je se eno, ko boš žel? Ne, žel boš to, ko posejaš. Ko posejaš. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. Dragi moji, no vsakoga med nami je ta Božja beseda opogume in pa strezne, ka nemo živeli v svojom prepričanju, pač pa v tom, ko je Božje pričakovanje od mene, ko je Božje pričakovanje od tebe, od tvojega življenja, tu v tom leti, šteroga smo začali. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe za to novo milost. Hvala je tebi, da smo leko tu, gdje smo. Hvala je tebi za vsakoga prisotnoga, za vsakoga poslušalca, štere smo poslušali tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi, kad nas ti pozivaš na delo za tvoje, za nebeško kraljestvo, za našo večnost. Hvala je tebi, kad nam davaš tu smernice za to delo in pomagaj nam razumeti tvojo reč, kad bi živeli po njej, kad bi ne inog bili negativno presenečeni, kad bi poželi tisto, ko smo sejali.
tisto, ko je nejdobro. Daj nam modrosti, vsakome med nami, od najmlajšega pa vse do najstarejšega, kamo za istino znale, ko je tvoja vola, kamo jo znale prenesti v svoje življenje, kamo jo znale izpolniti v svojem življenje in skozi naša življenja, naj se tvoja svetlost, Gospod dragi, razodeva vsem ljudem, s katerimi smo se srečavali v tom letu, štero je pred nami, Gospod dragi, in pomagaj nam, da napravimo tiste male korake, štere ti pričakuješ od nas. Gospod dragi, in naj sodelujemo tudi v tiste veliki korake, Gospod dragi, štere imaš ti pripravljene za tvojo cerkev. Vse na slavo tvojega svetega imena, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen. Ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel.